Pozdravljeni v novi pogovorni oddaji Odnosi so zakon. Kar nekaj časa se nismo videli, ampak sedaj se vračamo. Upamo, da z rednimi tedenskimi oddajami, v katerih se bomo pogovarjali o odnosih, o našem odnosu z možem, z ženo, z otroki, z Bogom, v družbi in tako naprej. V današnji oddaji bosta gosta Robi in Mojca Nuč. Pozdravljena. Živjo. Se bosta še potem malo bolj podrobno predstavila. Začeli bomo pa tako kot vedno s križem, da povabimo Boga v to naše srečanje, v ta naš pogovor, da bi vodil naše misli pa naše besede in da bi preko nas nagovoril tiste, ki jih je potrebno nagovoriti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, spet prihajamo pred te, obremenjeni s takšnimi in drugačnimi dnevnimi težavami, skrbjo za družino, za preživetje, situacijo, v kateri se danes vsi nahajamo. Nič od tega ni v resnici v naših rokah, ampak v tvojih. In vabimo te tudi v ta naš pogovor, vabimo te vse naše družine, v naše odnose. Prosimo te za tvoje vodstvo. Blagoslavljaj naše delo in blagoslavljaj vse tiste, ki nas bodo v tej oddaji spremljali. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Torej, Mojca pa Robi. Bom jaz povedala samo to, kar vem od vaju, pa ni veliko, ostalo bosta pa kar sama, ne? Sta mož pa žena, starša 4 otrok, tako, in tudi babica in dedek. No, zdaj pa malo več povejte o vajini družini, o tem, kako sta kot zakonca, kot starša, pa tudi kot stara starša, čeprav še zdaleč nista stara, a ne, kot naši gledalci verjetno tudi sami opazijo. Se pravi, 28 let sva poročena. To pomeni tudi najna ta starejša hčera, je stara 28 let. Ona je pa 8 let že poročena, tako da od tam izvirajo že najni 3 vnuki. Se pravi, Oliver, Artur, pa zdaj imajo 14 dni oziroma 3 tedne staro vnukinjo, Frido. Potem imava pa še, se pravi, Tima. Tim je star 26 let, pa Katjušo, stara 19 let, pa Nadjo, najna najmlajša, najna pubertetnica, ki ostaja še z nama, ona je pa 12 let stara. Tako da dolg čas nama ni. Verjamem. Še ne. Verjamem. Ja, v vlogi starih staršev, fajn, luštno. Tako, zdaj smo bili res veseli te naše vnukinje nazadnje. Sta tudi podjetnika, ne? Ja, in tudi tako je. delata skupaj, ne? Točno to. Robi, kako? Sodelavca, Tako, sodelavca, ne? Ja. A je kdo komu šef ali sta si enakovredna? Odvisno od, se pravi, od zahtevnosti dela in od volje do dela. Pač, ko nekomu pade motivacija za delo, ga pač drug malo spodbudi in se na ta način posel spelje oziroma delo za tisti dan dokonča delo, ne. Tako da drug drugega bodriva. Včasih je pozitivno, včasih je to malo Stresno. ne, ker sva tudi mož in žena, kot si že omenila. Se pa trudiva, nama je pa mogoče malo lažje v poslu, ker sva ga skupaj zgradila in dejansko lažje prenašava težave, katere nastopijo v poslu, ker velikokrat se že vmes pojavila težava, kaj pa, na kakšen način nadaljevati posel in sva nekako skupaj stopila, ker sva vedela, kaj naj jo čaka oziroma kakšne probleme sva že imela in sva pregurala te probleme naprej. In dejansko vztrajava še zdaj pri tem delu in tudi danes sva komaj prišla sem, ker imava doma celo reorganizacijo proizvodnje. Tako da sva pa rekla, da pa se mora odzvati vašem vabilu, ker tudi to nekaj šteje. O tem se bomo sigurno kaj kasneje pogovorili. Najin posel je dejansko tako, boriva se, pravzaprav predelujeva plastiko, poskušava ostajati na trgu še kakor toliko aktualna, glede na to, da je plastika, vemo, kakšen ima prizvok,
Ni več tako zaželena, kot Ni je bila več tako včasih. zaželena, ampak so pa pač to ti artikli, kateri so pa zelo pomembni, tudi najini artikli se uporabljajo tudi v zdravstvu, tako da iz tega naslova rečeva, ma se je pa prav, da tudi še to narediva, ker pač pomagava tudi ljudem, kateri najine artikle potrebujejo in jim olajšava, se pravi, dneve, pač, ko so bolni. Ne? To glede posla. A zahteva to, da delata skupaj več potrpežljivosti v vajnem odnosu, se morata bolj truditi pol za vajen odnos, glede na to sta verjetno več ali manj skupaj tudi, ne? Jaz bi temu rekla prednost. Ja? Meni se zdi prednost. Je pa zanimivo, ne, če lahko. Ja? Velikokrat ko se srečujemo z drugimi, prav kako sta lahko vidva skozi skupaj. Mi pravzaprav, jaz ne bi mogel biti skozi svojo ženo, ker se nastopijo nesoglasja in ti moraš ta nesoglasja speljati, ker če ne lahko sam gre stvar na slabše. Ne? Tako da, ampak to, kar sem že prej omenil, mi sva skozi zastavila tako pot in dejansko Da znata drugače? Se dopolnjujeva. Se V tem se dopolnjujeva, dopolnjujeva, ja. tudi v delu, a ne, določen del je meni zoprn, ga Robi naredi ali pa kontra, no. tako, In tlele res prav iz tega lahko tudi v drugo področje najinega odnosa lahko marsikaj preneseva, no. Recimo tudi v družinsko življenje se mi zdi, da naj ta posel tudi marsikaj na tem družinskem področju ali pa zakonskem področju česa nauči, a ne. No, to je lepo slišati, ne? Ja, da so zakonci, ki so radi skupaj, ker ja, tako kot si ti že Robi omenil, ne? Nekateri si kar ne predstavljajo, da bi bili pač ure in ure vsak dan dejansko skupaj. Skupaj, ne? ja. No, nama je čudno, če nisva. Ja, no vidiš, Ja, Bogu hvala, ne? ja. Da lahko tako lepo peljeta. Super. Pa bi mogoče še eno področje malo omenila, no? Mogoče naši gledalci ne vejo, ne? Ampak Robi je tudi navdušen motorist, ne? In sklepam, da se ne vozi sam, ne? Pravilno sklepaš. Spet zanimivo, ne? Že v samem štartu sem rad vozil motor. Pravzaprav se rad gibljem v naravi predvsem. V bistvu sem rad v gibanju, ne? In naj res ta motor, včasih sem pomislil, mogoče pa to ni to pametna stvar oziroma lahko prenevarna stvar, ne? Ampak vedno, ko sem malo bolj razmislil, sem rekel, lej, sej, če nekako z nekim zaupanjem, ampak z neko pozitivno odločitvijo se mi da sprava na motor, tudi upam, da se ne kaj hudega zgodilo, ker takrat je še toliko bolj zbran, kot če se sam vozim. Ne? Če govorimo, ko vsak pomisli motor, pa se je zgodil, pa majhni otroci, pa tako naprej. Ne? Tako da nama je, Mojca se rada vozi, kar je zelo zanimivo, ker moji kolegi lahko na prste prštejem, kjer je žene rade sedijo na motorju odzadaj, jih ni toliko. In nama je to pač odmik od ostalih vsakodnevnih obveznosti, naprimer, ne. Pa še izlet narediva, tako da meni je to všečno, ko se ona ne trza, če malo prehiter pelje, ne. Pa si bila ti že prej motoristka ali si z Robijem? Ne, z njim. Tudi to, no, tu je tudi treba zgraditi to zaupanje. Mene od začetka itak, da me je bilo strah na motorju, no. Tudi enkrat sva doživela tako eno tako precej stresno varianto, ko eno hudo nesrečo sva naletela direkt na njo, ko je v bistvu motorist umrl, a ne. Takrat je mene tisto čisto hromilo za en določen čas, tudi Robi je pa motor prodal takrat po tistem. Ampak jaz sem pa videla, da pač on brez motorja ne more biti. Ne, to je del njega. Ne. Pol, tako da sem ga v bistvu pol tudi jaz spodbujala, da sva kupila potem drug motor. In tudi jaz sem se pol v bistvu sprostila spet ponovno v tem zaupanju v bistvu do njega, do njegovih sposobnosti, mu zaupam popolnoma. Ker drugače je zoprn se vozi, če te je strah, ne, da te ta strah ohromi. Pa tudi zaupanje v Božjo previdnost, da je Bog z nama, ker ga pa tudi vedno povabi. Vabita sabo, ne? Ja, ga vzameta na motor. Itak.
Tako da ja, pa to so najni randi, no. To so najni odmiki potem, ker pač poleg Boga drug ne more iti gor. Ja. Fizično ni mogoče, ne? Da bi se še kdo priklopil. Ja, tako. In tudi jaz uživam, no, z njim. Pol je dober občutek, Robi, recimo, če rečeš kot moški, da ti žena toliko zaupa, da se s tabo usede na motor in... Je, zato ker jaz se ne usedem odzad na motor, ne, tako da je nekaj na tem. Ker so le, se pravi, hitre reakcije, hitrost, ni to čisto vsakodnevna zadeva. Tako da iz tega naslova mi je zelo všeč, no, ker tudi bi bilo ne tako, da bi jaz želel nekam iti, pa da ona ne bi, pa da bi mi kaj da bi imel jaz v mislih, da pa ni, da bi imel še breme od tega, da to ne bi odgovarjalo, je težko se peljati, to ne moreš, ne, če pač umenjamo motore. Niti ni varno, ne? Niti ni varno, seveda, to je res nekaj drugače, kakor v avtomobilu, ne. Če hočeš varno voziti. Je treba biti kar bolj zbran, verjetno. Pa še tako prej, da je v kakšni taki situaciji, ki je včasih sploh ni jasen, kako sem lepo odreagiral, da se je vse lepo išlo. Vedno se pa sprašujem, zakaj pa je tega treba, ne. Ampak je že pač nam dano to, ne. Je že z nekim razlogom. S tem, da velikrat pa zdaj tudi malo na kolo prešaltava, greva skupaj tudi in se tudi tam tako nekako podruživa in izberava tudi ne čist lahke poti, tako da vseeno imava malo več izzivov in nam je tudi to všeč. Še več nam je pa tudi rečemo kot motor, nam omogoča tudi včasih srečanje z ljudmi, ki se drugače težje srečujemo. Tako da nisem tako, da sem kar brez veze nekaj vozila, mi upava ali pa si želiva s tem, da tudi kakšno dobro delo narediva, obiščeš nekoga, ki ga drugače ne bi, naprimer, ne. In večinoma so ljudje veseli, ko se do njih pripelješ, človek pa šibneš naprej, ne. Tako da ni to zdaj, da bo rekel zdaj sam midva, da se pa voza, da se ima fajn. Vedno je tudi neki cilj, da nekoga obiščeva, katerega sicer ne bi. Ena opomba še, ko je rekel, da skup kolesarva. Mi je kupil električno kolo. Ampak ti ga pa nimaš, ne? Robi ga pa nima. Tako da zdaj greva v štric, ne. Jaz še zberam. Prej so bile na momentu ko sva sicer šla skupaj, ampak se je meni pol včasih zamerili, da pol nekaj časa nisem šla zraven, ne. Recimo, zdaj pa res greva skupaj v štric kolesarva, no. Kako ne raba on mene čakati zdaj, recimo, če prej pač me je mogel čakati, če sva šla in ne. Ni slabo, ne, če tehnika lahko pomaga, da se zakonca tudi na enem področju lahko družita, ko se bi drugače teži, ne? Ne. On bi te čakal, ti bi pa umirala za njim, ne? V klanc, recimo. Ja, tako da nama je zdaj res fajn in jaz res uživam zdaj na kolesu, vsem je treba goniti, no. Tisti, ki super. Ja. No, zdaj smo že 2 ideji za zmenke dobila, ne? Ena je z motorjem, druga je s kolesom, ne? Pa ko smo že pri zmenkih, pa če navežemo še na to, na naše zakonske skupine, ne? Zmenki so nekak redni del tega, kar mi skušamo zakoncev spodbujati, da bi se enkrat na mesec res vzeli čas zase, ne? In vidva sta tudi v zakonski skupini, sta tudi voditeljski par. Pa me zdaj nekaj zanima, ne? Torej, Robi je tebe spravil na motor, ne? Si ti njega spravila v zakonsko skupino? Tako je. Tako je. Tako zgleda, Sej tudi to sem prej hotela reči, ne bi bilo fair, jaz sem njega spravila v zakonsko, ne bi bilo fair, če on mene ne bi spravil na motor. Tako da, ja. Pa si se zelo upiral, ali... Kaj pa vem, dejansko je tako, kakor danes, naprimer, imaš skozi ene obveznosti, pa kaj pa treba iti, se pa pač moraš nekaj odločiti, ne, ker itak imamo vsakodnevne odločitve na tapeti, ne, zdaj, če boš skozi nekaj, pa ne, tudi nikamor ne prideš, človek mora ene odločitve sprejemati, ne. Tako da tukaj sem zraven stopil, sem rekel, sej, lahko pa greva, zakaj pa ne, pač iz zakona, ker se mi zdi, da moraš čas tudi narediti, kar tebi kaj ne odgovarja, pa malo počakati, ali ti odgovarja ali ne, kar takoj reči, to je brez veze, na prvo žogo iti, ne. Tako da svet moškim, ki se malo otepajo, bi torej bil, dajte ustreči ženi pa vsaj poskusiti. Ja.
Čeprav se tudi kakšen moški najde, kateri se mi zdi zelo zanimiv, in pol, da tudi nam malo na dušo piha, si pa tudi zanimiv, ne, s kakšne imaš ti razloge, da si prišel zraven. Je tudi to nam dobro, ne, res pa je, da večinoma se žene hitreje najdejo noter, mi malo tle rabimo, da dojamemo foro, oziroma da si vzamemo čas za to, no. Ker imamo skozi nekaj. Pa pogovor je nekako lasten ženskam, ne? Če bi bila to zakonska skupina, gremo na motor, ne, zdaj, verjetno noben moški ne bi imel pomislekov, ne. Čeprav se da vključiti v zakonskih skupinah, ni da ni stvari. To je res, ja. To je bilo pa meni zelo zanimivo, ker sem pol videl, da so se tudi može in družine razcvetele na določenih področjih, ker smo na tem področju jih našli oziroma se našli med seboj. Pa verjetno si dal kakšno idejo, ne? Kaj vse se lahko še v družini počne, ne? To je to. To. No in kako sta se vidva znašla v zakonski skupini? Kako je šla ta vajina pot? Vaju je Dani nahecel ali bil kdo drug? Ne, no, seveda sva šla najprej na temeljni seminar, ne? Kako se do tega prišla? Veš kako, z Vilmo sva bile sošolke na katehetsko-pastoralni šoli in valjda sem jaz dobila tam vabilo od nje, ne? Se pravi, bila Vilma kaj? Če lahko en intermezzo, ne? Ko smo delali anketo med zakonci, med zakonskimi skupinami, kako so prišli v zakonsko skupino, ne? Je delež tistih, ki so odgovorili na povabilo zakoncev sicer zelo velik. Skratka, ogromno je bilo tistih, ki sta res Dani in Vilma osebno povabila, no? Tako da vidva sta očitno eno od tistih. Pač na temeljnega, ne? Na temeljnega. Pa tam ni bilo nobene, mislim, da mi tam niso še razmišljali nobene zakonske skupine. Ja, ne vem, nekako mogoče želijo, jaz se tukaj ne spomnim več podrobnosti, to je zdaj res 2006 sva bila midva na temeljnem. Ampak 2 leti zatem je pa potem en par v sosednji župniji se je ustanavljala zakonska skupina in en par naju prišel povabiti v to skupino, no. Čeprav one dva pa mislim, da sta pa tudi, one dva sta tudi prišla iz temeljnega seminarja in jaz mislim, da je pa bil spet tam namig strani Danja in Vilme, pejta še do Robija pa do Mojce, no. Tako da ja, na tak način sva se midva pol v sosednji župniji pač znašla v zakonski skupini in sva fajn nama je bilo, ne, pač, ja, sva se zelo hitro vklopila, tako, tudi s temi pari smo se zelo dobro povezali, smo še, mislim, ja, itak povezani, prijatelji, dobri. Potem, ampak nama je pa itak, je pa tlela želja, da bi pa mi to še imeli pri nas, ne, v naši župniji. Tako da to pa potem, koliko nazaj, to je pa po moje zelo 6-7 let nazaj, smo pa pol še midva šla v akcijo, no. Smo pa potem še v naši župniji ustanovili zakonsko skupino, ki je sicer medžupnijska, no, mislim. Z večjih župnij so pari. Pa pol malo kasneje še eno. Ja. In videla sta zdaj tudi voditeljski par, ne? Koliko skupin zdaj trenutno vodita še? Tako, v bistvu vodiva eno, v drugi smo pa zdaj že tako, no, da v bistvu vsakič en par vodi. Se že malo menjuje, ja, pripravljava potencialne pare za naprej. Tako. Kako je pa recimo, kakšna je razlika, če si samo član zakonske skupine ali pa če si voditeljski par? Recimo, če bi našim gledalcem, ki jim je beseda voditeljski par mogoče malo zastrašujoča, ne, pa si mislijo, to pa midva nisva, ne. Kaj je v bistvu vloga, kako vidva to vidita? Kot voditeljski par. Je dejansko tako, kot je Mojca zdaj omenila, imava 2 zakonski skupini. Pri drugi so takoj opazila nekako začutila potencial. Za naprej, tako in so pari bili pripravljeni malo drugače sodelovati na teh srečanjih, tako da, ko sva jim omenila, da bi oni prevzeli vodenje, so rekli, je super. Ampak to je vse šlo na neki taki sproščeni ravni, ko bi bili, ne vem, na domače, da bi imeli domačo debato in bi rekli, lej, danes smo imeli to temo, naslednjič imamo to, te pa vidva to sparala. In pustiš, nismo se ukalupljali, da bi pač mogli točno tako pa tako potekati, teme pač so take, kot so namenjene, teme se držimo, ampak vsak na svoj način.
In to smo videli, da jim je odgovarjalo, ker niso bili obremenjeni z nečem, zdaj pa to mora biti tako pa tako. Pod nekim pritiskom. Pod nekim pritiskom. So pa nekateri, ki jim pa to nekako ne odgovarja in pa radi pridejo tja, dejansko pa tudi oni veliko potem dajo, samo da oni niso bili ta prvi, da bi oni izpostavljali, da imamo pa to, pa to, pa to, ampak so pa ta drugi zelo, kako se pravi, produktivni. Tako da... Zdaj, kaj pa nama osebno to pomeni, je pa res, ok, je neka večja odgovornost, ne, se vse nekako malo moraš pripraviti na skupino. Predvsem žena. Jaz to priznam, jaz se pustim na vdihu. Ja, ponovadi je en tisti, ki je bolj motor, ne? Recimo, no, pa čist v redu, pa vse to tako gre. Ampak ja, je ena, pač toliko večja odgovornost, tudi si bolj dosleden, recimo pri domačih nalogah, res pri zmenkih, a ne, in tako naprej, ampak tudi posledično toliko več potem odneseš dobrega, a ne. Je nekaj na tem, ne? Da Absolutno, voditeljski pari absolutno. smo prisiljeni rast, zato ker če ne damo zgleda, tudi ne moramo voditi. Ne? Ja, tudi z domačo nalogo je tako, ko bi pa kdaj mogoče rekla, lej, se nama ne da. Ja, ne. Pač jo morava narediti, ne, jo narediva. Včasih res mogoče iz te odgovornosti, ampak po drugi strani je pa res to tako dober, da predelaš te stvari pol tako na 4 oči, da je to sam plus, no. Potem vam ni žal, ne, da ste sprejela to vlogo. Kje? Meni ne, no. Kaj pa tebi? Pa tudi meni. Če je žena zadovoljna, je tudi mož zadovoljen. Vsekakor. Ja, super. Mislim, tudi te povezave med zakonci, a ne, ker res je tako, mogoče, a ne, tako, res smo povezani med sabo zakonski skupini, a ne, in recimo, ko, ne vem, bilo pri komu kaj pride, a ne, ker se res tudi tako vmes pokličemo, ne sem, da recimo sem tisto enkrat na mesec, a ne vem, če je kdo bolan, če ima kdo v družini kakšne težave, ali to, a ne, pa tudi midva tako skoordinirava, da, ne vem, moramo potem drug za drugega, pa... Ali se obiščemo, si pomagamo, to je neprecenljivo v današnjem času. Ker nimaš, vse folk nima na časa, naprimer. In tukaj si ga pa vseeno najdemo, ker dejansko ga imamo, ne. Vsemu, da ga nimamo, je bolj tako, ne, se reče. To je stvar prioritete. Tako, ja. Tako da to je pa res, na tem področju pa zrastejo take vezi, da je res vredno vsakega časa, ki ga pač namenimo temu. Ker super sta zdaj to izpostavila tudi ta vidika, ne. Načeloma, ko začnemo hoditi v zakonsko skupino, ima vsak različne predstave, tudi interese, nekateri pridejo bolj zaradi družbe, drugi, ker res želijo delati na odnosu, ali pa so že celo v nekih težavah, pa vidijo, da morajo delati na odnosu, a ne. Ampak so pa vsi ti vidiki v resnici tisti, ki gradijo skupino, a ne. To, da ti v bistvu res delaš na pogovoru, a ne, skušaš nekaj nadgraditi odnos med sabo in z Bogom, pa hkrati, da gradiš to skupnost, a ne. In sklepam, da tudi zato ostajata v zakonski skupini, ker ta skupnost pa je tisto, kar danes nekako, kot si Robi že omenil, vsi rabimo, a ne. In mi je všeč, ker sta tudi to molitveno podporo omenila, a ne, ko živimo zdaj v enih takih časih, ko se mi zdi veliko preizkušenj, no, a ne, je zakonska skupina verjetno res tista prva, na katero se obrneš, ko se nekaj zgodi, ne. Točno to. To so prvi ljudje, na katere v bistvu pomisleva, a ne, ja, evo. Pokličem ali pa razpošljem sporočila ali tako, ja, res. Se spomnite zdaj mogoče kakšnega konkretnega primera, ko ste recimo se zbrali v molitvi za koga, ki je bil v stiski? Ja, zdajle pred kratkim je bila ena iz naše zakonske skupine zbolela za covidom, pa sin, v bistvu cela družina je bila v karanteni. Ja, jo je zelo skrbelo, ne, kako se bo to odvijalo. Ta bolezen se pač lahko odvije čistko. Nepredvidljivo, ne? Ja, se ne ve, ne. In smo se res pač organizirali in molili in očitno je bilo... Se je v redu izteklo? Se je v redu, ja, se je v redu izteka, ne, je v bistvu delovalo. To je super priporočilo, a ne, da zdaj, ko živimo v enem, no, nekateri bolj, nekateri manj v enem strahu, a ne, da se mogoče še malo bolj zatečemo k molitvi, ne? Ja, točno to. Ker vidiš, dejansko tudi tistim, ko je mogoče sicer
toliko to ne pomeni, ampak v takih situacijah pa, v takih situacijah je pa vsem tako res in dosti pomena, ne, že to, ta misel, da pač res nekdo moli zate, a ne. Ja. Je pa tudi to, no, jaz bi tudi to še rekla, naprimer, tudi toliko je zdaj tudi recimo res raznih težav v odnosih, a ne. Ampak težave, po moje, ne bi bile takšne, če ne bi se ljudje zapirali med 4 stene s temi težavami, a ne. Tudi tako, ko se srečujeva z ljudmi, a ne, ko se že znajdejo v težavah, res ko se zaprejo, ne, kako je drugače, recimo ti, če si v eni skupini, ko lahko zaupaš ti svoje težave, ko jih poveš, ko veš, da ti bojo oni recimo srčno želeli ali pomagati, ali svetovati, ali res pol sem ta podporna molitev, a ne, ali pa ko vidiš, da tudi nimaš težave, sam ti, da jih imajo tudi drugi in da imajo res ful podobne težave. Vse se ti pol ne zdijo te težave tako gromozansko velike, a ne. Dobiš malo primerjave, ne? Dokler misliš, da jih imaš samo ti, največje, ne. Tako, ne, to se meni zdi res tak grozno velik privilegij zakonske skupine. Ta skupnost, no. Pa podpora drug drugemu, a ne, in to, da vidimo, da nismo sami. Pri težavah pa ne smemo pa pozavati, da nekdo je pa tudi zelo pozitiven, ima veliko ene pozitivne energije. In tudi to se občuti v naših skupinah, med našim druženjem in tudi to zdvigne kvaliteto življenja, pravzaprav odnosa, ne. Tako da to gre vse eno z drugim, ne. Ne smemo zdaj reči, zdaj pa smo vsi, ker nam je pa ful hudo, pa samo nekaj jamramo, pa sam drug za drugega trepetamo, pa ne vem kako, ne. Pač tudi izmenjujemo si, podajamo si tudi te pozitivne stvari, ki rečemo, hvala, ker si to povedal, daj bomo še mi to, se dobimo in smo vsi bolj nafilani z energijo in naprej šibamo bolj pozitivno. Ko vidva dobita vnučko, ne, se cela skupina verjetno veseli z vama, ne? Itak, ja. To je to, ja. Deliš si lepe in težke trenutke, ne? Tako. Ja, in tudi tako včasih prav recimo pride, včasih, ko so tudi momenti, ko bi recimo, ko morava iti na skupino, pa naprimer, eno imamo ob 8 zvečer sred tedna in včasih je danes se nama pa res ne da. Zvečer, ko se vse umiri, ne? Ja, ampak vedno, ko prideva, ko se vračava domov, koliko je bilo dobro. Pa res ko si ti rekel, kakšni pol povejo, tako kakšne primere dobre prakse, kako to ona dva imata dobro, pa zakaj pa ne bi še mi tako probala, ne. Pa ne prav z tega naslova, da so se pa midva imela fulor, uživaš, ker vidiš, da se imajo drugi tudi dobro, ne. Ni zdaj to, da pa gremo mi zdaj samo zato, sem vam jaz dobro, ne. To, ka pa vidiš, ka ljudje kar ne grejo, ka bi še kar bili. Pa je ura že nekaj postaja ob 5, pa mi do... Težko je iti na skupino, včasih še težje pa pol iti skupine, ne? Točno to, ja. Poznamo, ja, jutra po skupinah so vedno malo naporne, ne? Ja, no, ker se zavlečejo. Ja, tako, ja. Super. Bi rekla še to, bi vaju vprašala, no, vidva sta tudi ustanovila nove skupine, ne? Sta rekla, sta pol v lastni župniji. Kakšna je pa vajna izkušnja nagovarjanja parov za v skupino, a ne? Ko recimo nekoga zahaklaš po maši pa rečeš, mi bi naredili skupino, a bi vidva prišla. S kakšnimi odzivi sta se srečala in na kakšne načine sta, bom rekla, tako mirila razne pomisleke, strahove ljudi? Sklepam, da ni vsak na prvo žogo skočil pa rekel, to sem vsako celo življenje, da me zdaj v skupino povab, ne? Dajta malo podeliti, kako vajna izkušnja tukaj. Pravzaprav pri meni je tako, jaz ne vem, če sem prav izrazil, ampak nikakor jaz nočem na prvo žogo nekomu nekaj podati. Tudi tako me mogoče kdaj v podjetništvu malo matra, ne, ker bi mogel prijeti preči, to je dobro, to moraš vzeti. Ne. Ni pravi način. Ni pravi način. Pri meni je tako, se srečujemo, se pogovarjamo in dejansko se že v zraku ve, s čim se midva ukvarjava. In ko vidim interes, da me nekdo povpraša minimalno, tako malo, ali zbode malo v hecu, takrat se pa rad povem,
kaj in kako mi funkcioniramo na tem področju. Tako da takrat, to je meni, potem pa mi povemo vse to, o čem smo mi govorili. Se srečujemo in pa profilu primerno poveš. Se pravi, decu povemo na tem področju. No, daj malo povej, kaj poveš recimo, ker je drugačna komunikacija, ne, med moškimi. Ja. Se pravi, mi se tam, ko se pač dobimo na zakonskih skupinah, se tudi pogovarjamo o moških stvareh. Pustimo zdaj to, seveda se zmoli, tak protokol imamo, koliko imamo, povabimo Boga. Kar pa je, pri naš moških pa se izmenjuje tudi informacija, kako mi kot partner, kot zakonca funkcionirava doma. Pa tudi tako, rečem, da nam tečem, pač grem na bicikel, malo pošportam in pridem domov in sem malo manj tečen, kot bi bil tečen, oziroma nisem tečen. Ne? Tako da se pol midva lažje tudi ženo bolj ujameva. Tako da s tem tudi povabim drugega na kakšne, če vidim, da je rekreativc, na kakšne srečanja in se tam še toliko več pogovarjamo in mu tudi povem, kako se mi pogovarjava. In meni tudi ni, ne vem, velikokrat mi je tako zanimivo. Meni ni tako težko povedati, da drug ve, da mi pa nekaj ne paše, pa da bi rač... No, jaz nisem, kako bi rekel, ukalupljen tle, ne? Tako kot smo prej že rekli, vse on ima isto sranje doma lahko, ne? In sem zato, da se čim bolj odkrito pogovorimo. In ker je potem odnos boljši, rad to povem, ne? Zdaj, je pa tako čisto od posameznika odvisno, ne? Ker dejansko mi odgovarjamo, jaz odgovarjam, ne? Ker je nekdo prišel k meni in bi rad določene informacije, ne? Kako pa kaj to funkcionira. Ne? Ti pa podeliš svoje izkušnje. Jaz pa podelim svoje izkušnje. Ja. Zdaj imam v mislih, ne vem, to ni, tako rečemo, vsi smo vsi isti, ampak ni čisto drugač, nekdo sprejema in ko ti odgovarjaš, ti tudi takrat drugačen odgovor daš. Ne? Istočasno pa sam sebe preverjaš takrat. Ne? Ali jaz bluzim neki, pa njemu pametujem, sam sem pa isti hlod, naprimer, ne. Tako, ne. Tako da imaš skozi... Eno ogledalo, skozi se tako balansiraš, niveliraš, kakorkoli, ne. Tako da čisto konkretno je težko mi zdajle reči, ne. Drugač pa tako, pač povabimo na tak način, pa dej pridite pa poglejte, saj noben vaju nav tam prvezal, pač vse je na ne par srečanj, ne, ni okej na eno ali pa na dva srečanja, ker tam, to je premalo, tam se skupina še tipa, tako, ne, tis ni, ampak po parih srečanjih pa že rata, tako se pa nekako že začuti to vzdušje skupine. Noben te nav tam prvezal, če ti ne bo všeč, pač greš ta, ne, in res, jaz ful spoštujem recimo primere, ko midva poznava, ko ne vem, ko je pač mož šel zaradi žene, ampak recimo pač možu ni sedlo in je potem tudi žena mu ni težila in ni vztrajala in sta pač šla, ne. S tem, da smo pa vseeno v lepih odnosih. Smo še, ohranili. Ohranjamo lep pristan odnos na tem nivoju, kakor pač ona dva želite. Ja, pač treba morajo dozoreti to, ne, pri zakoncih. Ne, pa ni zdaj to tako, da še kaj, zdaj pa oni so eni drugi, zdaj pa mi se pa s tem ne družimo. Kje pa? Ja, tudi tako, ne, ker itak se vedno se potrudi, da se nekako skupina taka sestavi, ne, da so, ne vem, po starosti, približno isto po dobi poročenosti, po starosti otrok. Ne, včasih pa recimo se nekdo tudi ne ujame čisto noter, ampak recimo se mogoče potem tudi nova skupina za tazga proba poiskati ali kaj, no, ampak načeloma pa da vsaj poskusi par, ne, da vsaj pride zraven, ne, ker resno, vsej večino primerov pol ostanejo, ne, sam, da zberejo ta pogum pa grejo. Prvi korak, ne. In resno, mislim, meni je res škoda, ko imajo ljudje toliko enih zadržkov, vsaj probati. Kaj pa je te glavni zadržek, ko ga slišite, recimo, ko nagovarjate? Ja, kaj se bom jaz tam pogovarjal, take stvari, ko so take najne osebne stvari, to se ne moramo mi to tako pogovarjati, ampak
pač se razložimo, ne, da tam se ti ni treba nič, ti ni treba govoriti, kar Če ne nočeš želiš, ne. govoriti, a ne, ti si lahko tiho, noben te ne bo silil kaj govoriti, a ne, pa tudi v bistvu ta spoštljiv pogovor, a ne, tudi to, a ne, kako pač morata zakonca komunicirati tam, da drugega ne žalita, ali da sta v dogovoru drug z drugim, ne, ali kakšnih skrivnosti tako tam ne povesta, oziroma tudi, da se ne govorijo te stvari okoli. Ja, to pač načelo diskretnosti, a ne, ali pa, da ti ne bo noben tam v besedo skakal, a ne, ni replik na skupini, pač to voditeljski par skrbi za to, a ne. Tako, ampak vsem, ne vem, toliko enih strahov. Pa se vam zdi, jaz tako včasih vidim, no, da mogoče veliko teh strahov izvira ravno iz tega, ker ljudje v resnici ne vejo, kaj zakonska skupina je. Ja, verjetno, ja. Ker imajo neke pač predsodke, ne, v smislu, da je to neka terapevtska skupina, ne, ker se počeš na kavč pa izliješ svojo dušo, ne, pa temu ni tako, ne. Čeprav skupina, ko pa zadiha, ne, kot skupnost, pa ni težko deliti tudi kakšnih zelo osebnih stvari, ne. V bistvu je to en krog, kjer v bistvu z veseljem kakšne stvari poveš, da jih daš malo iz sebe, a ne, in veš, da je tam en krog ljudi, ki jim zaupaš, in veš, da ne bodo potem teh stvari govorili okoli, a ne. Tako. In je mogoče lažje to narediti v eni taki skupini, kot, ne vem, v sorodstvu razlagati komu ali pa kakorkoli, ne. Ja. Zato, ne, zato pravim, da tukaj, če bi ljudje, a ne, da bi izven teh svojih sten šli, da bi bili pripravljeni, a ne, iti v tako skupino in podeliti te svoje težave, put težav ne bi bilo, no, ali pa včasih že problemov, ki jih poveš, se že zmanjšajo, ne? Komunikacija. Tako. Vsakodnevna težava, vsakodnevni problemi. Če bi znali več komunicirati, bi bilo manj težav. In tukaj v teh zakonskih skupinah res damo veliko na komunikaciji, predvsem pa potem posledično še zmenki, ker itak si zdaj težko vzamemo čas nasploh, ko skozi omenjamo to stvar, ne. Ampak posledično pa, ko si moramo vzeti čas, ker je to del domače naloge, drug za drugega, vedno, skoraj vedno je pozitiven rezultat teh zmenkov. Se odnos malo izboljša. Ker zakaj si ne bi vzel čas prav namensko za druženje in pogovor? S partnerjem seveda ta prvo. To bi jaz rekla, ne, tudi res na teh srečanjih, a ne, ko so ti programsko vodeni pogovori, a ne, ko so res tudi toliko življenjske in take aktualne teme, ki jih toliko rabimo vsi, a ne. Noben nas ni za to šolal. Mislim, za vse živo smo se šolali. Jaz pravim, ko sem postala mamica, recimo, sem prebrala tako goro knjig, ja, o zakonu, o odnosih, o zakonu. Spa ti knjige bral, ne? Nisem ene knjige prebrala, a ne, pa stopiš v zakon res pa za celo življenje, nepripravljena, ne, in pa pridejo težave, se ne veš, ki se jih lotil, a ne. Tako da, tlele pa res, mislim, toliko take aktualne teme, ki se jih sam niti spomnil ne boš, pa se šel take stvari pogovarjati, a ne. Ker tudi recimo te domače naloge, ki jih dobimo za domov, to so teme, ki jih drugače ne boš odpiral, ampak res ful nadgradijo odnos. Pa razpucaš stvari, ko jih ne bi nikoli razpucal, ko bi tam od spod ostale. Ostale pod preprogo, ne? Ja. Ker malo preveč bolijo, da bi podpiral, ne? Ja. Sej včasih mava tudi kakšne take, recimo, so te domače naloge, včasih tudi... So naporne? Čustveno pa to? Včasih se tudi tako končajo, da se sploh ne končajo, naprimer, da potem nadaljujeva, ne vem. Kaj bo tega treba? Ko se malo hladiva. Ampak nikoli ne morem reči, da pa ne bi po vsem tem doživela nekega napredka v odnosu, no. Tako. Ker domača naloga te v bistvu prisili, da se usedeš pa pogovarjaš. Ker se v običajnem življenju, če ni nujno, ne. Se ne boš. Oziroma, dokler ni že tik pred eksplozijo ena situacija. Tako. Tako da, tudi če se kakšna domača naloga z jokom pa z objemom konča, ni nič narobe, ne? Ne. Absolutno ne. Da ne bodo zdaj ljudje mislili, da domača naloga je pa sama romantika, ne? Je delo, v bistvu, ne? Na odnosu, tako. Ne? Ja.
Pa se že to, da se midva uskladiva, ne, midva, joj. Je težko? Ja. Ljudje mogoče pričakujejo, da so midva itak skozi usklajena, ker so Delata skupaj, ja. Ja, ma ne, kje pa imava tudi različen tempo izven službe, ne? Različne aktivnosti in se glih tako morava kar oren pogovarjati, kdaj bo pa to, čas za to. Dati na urnik prav čas za te stvari? Ja, morava. Ja. Ja, ker tako, če bi šla na tiste občutke, kdaj bi kdo, Robi bi nekje od zunaj sred dneva, jaz bi noter ob kavici, ali pa recimo jaz bi včasih tudi zvečer na kavču, recimo, ne. Čeprav je pa to, no, veliko poskušava se pa res gibati v naravi, koliko se le da, ne, in izkoristva tudi velika to z večernim odmikom iz stanovanja, ne, da se tudi malo izogneš teh medijev in tako naprej in narediva malo tam en svoj krog in združiva rekreacijo z s pogovorom. Se včasih lažje pogovarjati, ko hodiš, a ne? Kakor če sediš tako za mizo. Meni sploh. Ja. Meni sploh. Jaz v gibanju mi možgani veliko bolj delajo. Evo, to je. Tako zdaj. Nasvet za vse tiste, ne, ki imajo težave, kako narediti domačo nalogo, ne, skratka vprašajte moža, če med gibanjem lažje razmišlja, pa ga peljete na sprehod, ne. Je pa to ni to, ki strte zvito, no. Jaz osebno se tudi lažje pogovarjam, ko hodim. Mi tudi bolj ustreza. Ja, tako da te čisto razumem, Robi. Okej. Bomo mi počasi zaključili, pa bi vaju samo še to vprašala, a ne, vidva niste samo voditeljski par, ampak ste tudi regijski voditeljski par, ne. To ni zdaj samo še ena funkcija, ne, je pa neka odgovornost, ker v bistvu imata nekako, kako ne rečem, na skrbi več zakonskih skupin znotraj določene regije, kot mentorja, kot pomoč, sta tudi odgovorna za to, da se enkrat na leto dobite in srečate. Bi vaju samo še mečkano vprašala, no, kje pa vidite dodano vrednost tega, da se voditeljski pari srečujejo, tudi med seboj, a ne? Enkrat na leto se ponavadi srečajo, nadajamo naprej, drugič se srečajo znotraj regije, a ne? Zakaj se vam zdi ta vidik tudi pomemben? Medsebojna izgradnja, da si podelimo te dobre izkušnje, predvsem dobre izkušnje, primere dobre prakse, pa si pomagamo tudi, če so kakšne težave, kakšni problemi, a ne. Predvsem so nama to res dobri prijatelji. Res tudi tisti, ki se pokličemo, tudi če so kakšne težave in tako. Mislim, da v prvi vrsti smo dobri prijatelji, no. Ali pa jaz tako, recimo, če smo družina in življenje, ena velika družina, se mi zdi, smo mi to ena taka ožja družina potem, no. In da tudi tako delujemo, funkcioniramo, ne. Pa si pomagamo, če kaj treba. Drugač pa, kot regijski voditeljski par, pač da skoordinirava določene zadeve, spravva na papir, vodiva ta srečanja. Ampak spet tako, no, ni to neka taka strašna odgovornost, ker so to ljudje, ki res tako, no, sodelujemo, ki pač lahko prosva tega, unga, tretjega, bi ti to, ne. In se mi zdi, da to tako skupno naredimo, no, da je to taka skupnost. Ste tudi na tej ravni zaživeli skupaj? Ja, super. Tudi tako, kakšne dodatna srečanja še pač zorganiziramo, a ne, ma nisva sama v tem, no, je to res, stopimo skupaj. To. Ja, je pa to res ena taka, tako, bogatimo se, no, bogatimo drug drugega, tako, tudi ta mislim, to dajemo naprej, a ne, tudi to so taka, dobiš res ena take ta prave smernice za naprej, en zagon za naprej, a ne, navdušenje, pa tudi tako, no, kako smo to res ena taka velika družina, povezana med sabo, mislim, tudi nekoga, ki ga ne poznaš, a ne, pa se začneš pogovarjati, pa imaš občutek, da se že poznaš 20 let, recimo, a ne. Tako, imamo neke take skupne interese. Ja. Dajemo naprej bo letos sicer malo drugače, a ne? Malo okrnjen, ampak jaz vseeno upam, no, da kar se nas bo zbralo v Stični, da bomo uspeli voditeljskim parom dati majčkeno tega zagona za novo leto, ne, v zakonskih skupinah. Mogoče še povemo tudi to, da zdaj
intenzivno delamo tudi nove skupine, a ne, na začetku šolskega leta in da vabimo vse, čisto vse, ki vas vsaj majčken zanima, kako izgleda v zakonski skupini, a ne, tako kot je rekla Mojca, pridite pa poglejte. Poglejte na našo spletno stran, tam imamo tudi možnost prijave preko spletne strani in potem vam bomo poskušali najti kakšno skupino, v katero se boste lahko vključili in prišli v eno skupnost ljudi, ki se podpira, ki se drug od drugega uči, ki drug za drugega moli, a ne? In boste videli, da je fajn, se splača probati, a ne? Se strinjata? Točno. Super. Ja, Mojca in Robi, najlepša hvala, da sta si vzela čas, da sta si utrgala, da sta pustila podjetje za nekaj časa, upam, da ko prideta nazaj, da bo vse v redu. Da sta podelila te vajne izkušnje iz prve roke. Se vam tudi na tem mestu zahvaljujem za vse, kar naredite kot voditeljski par, kot regijski voditeljski par, pa tudi kot zakonca in kot mama in oče in kot stara starša, ker Robi je že prej lepo rekel, ne, mi smo na nek način že s tem, kar smo zgled in ljudje vejo in nas pridejo kaj vprašati, ne. Prepoznajo in da bi znali res pričevati, no, o lepoti poročenosti pa o tem, da se splača vlagati v odnose. Jaz mislim, da če bomo to uspeli v letošnjem letu v naših zakonskih skupinah graditi, da bomo dosegli tisto, kar si želimo, no, da ljudem povemo, no, graditi odnose je pomembno. Dobro, zdaj bi pa še zmolili za zaključek. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, hvala ti za ta čas, ki smo ga preživeli skupaj. Hvala ti za vse naše voditeljske pare, ki se bodo tudi letos dali na razpolago in vodili zakonske skupine. Za naše duhovne spremljevalce, ki tudi darujejo svoj čas, da so lahko z nami. Za vse člane zakonskih skupin. Blagoslavljaj to naše delo, naj bo tebi v slavo in čast. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. V Amen. imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Čisto za konec, pa še napoved. Naslednji teden bo oddajo Odnosi so zakon gostil Benjamin in sicer bo imel v gosteh Mateja Cepina. Oddaja pa bo potekala v okviru socialnega tedna na temo Slovenija, naš skupni dom. Vljudno vabljeni k ogledu.